Prisrčen pozdrav v mojem imenu, zahvaljujem se za priložnost, da jaz osebno za sebe in v imenu našega društva za ohranitveno kmetijstvo povem nekaj o koristih ohranitvenega kmetovanja in zakaj bi bilo res dobro, da bi ta projekt malo bolj resno jemali v našem kmetijstvu. Torej, prvo predavanje bo govorilo o problemih erozije, drugo predavanje bo pa o zgodbi FFS. Jaz nisem pedagog, zato mi naj bo oproščeno, da bom mogoče tudi kaj narobe povedal. Danes v bistvu nadomeščam nekoga drugega, ki bi bil bolj poklican, da bi o erozijskih problemih povedal namesto mene, ampak nič ne škodi. Nekdo, ki se ukvarja z varstvom rastlin, pride tudi to v njegovo domeno takrat, ko se rastline v težavah zdravstvenih zaradi tega, ker rastejo v tleh, ki niso ustrezna. In tukaj se srečamo, ne? In to je čar interdisciplinarnosti agronomskega poklica. Samo da še kliknem. Torej, erozijski procesi so povezani z razdiralno močjo narave v povezavi z vodo. Če je vode preveč, rastline trpijo, če je vode premalo, rastline trpijo. In nadzor nad ciklom vode je ena temeljnih problemov agronomske prakse pri pridelavi rastlin. Zdaj, večinoma si predstavljamo, da erozija je problem samo na nagnjenih zemljiščih, vendar nam se erozija dogaja na popolnoma ravnih zemljiščih, sredi Prekmurja ali pa sredi Dravskega polja in druge, zaradi tega, ker smo uničili strukturo tal, pride do zablatenja, kot je že bilo omenjeno, in ko pride do zablatenja, voda teče po popolnoma ravnih tleh in seboj odnese in hranila, in dušik, in fitofarmacevtska sredstva, herbicide in tako naprej. Torej, erozijski procesi niso problem samo nagnjenih zemljišč, ampak se nam dogaja vse posod. Samo za ilustracijo, kaj se dogaja v naših vaseh, tipična njiva, recimo nekje iz Slovenskih goric, z nagibom, z klasičnim načinom obdelave tal in pri vsakem malo večjem dežju, recimo 30 mm na dan, ali pa seveda več, pride do obsežnih erozijskih procesov premeščanja zemljine. No in tule recimo v tej vasi 3-krat na leto očistijo jarek, ki je včasih še več kot 3-krat na leto popolnoma pol od erodirane zemljine. Torej vsakič, ko malo bolj dežuje, za te njive odnese zemljo, zasipa vse te jarke in imamo težave na infrastrukturi. Tu je recimo leto 2021, 28. aprila očiščen jarek in 10. junija sta oba dva jarka na obe dveh cest na straneh že bila polna zemljine. Ko se leto obrne, ko pride isto obdobje, konec maja, začetek junija, se ista scena ponovi in to se ponavlja iz leta v leto in nihče ne naredi nič. Občina jamra, da nima denarja za čiščenje jarkov in tako naprej, ne? In ne naredimo nič, pač živimo s tem, ne? Ampak seveda to ni prav, ne? To je recimo fotografija z naše fakultete, ko se zjutraj peljem v službo, zgleda potok tako, ko gremo ob 3 domov službe, zgleda potok tako. Samo v nekaj urah blazni erozijski procesi. To so samo indikatorji tega, kaj se dogaja. Premalokrat se pogovarjamo, koliko nas to stane. Po nekaterih ocenah izgubljena tona zemlje stane 50 € in za vsako tono, ki zapusti njive, ima lokalna skupnost strošek 20 €. Govorimo o 100 000 in 100 000 ton, potem lahko začnemo računati. Zelo redko se vprašamo, koliko nas stane izgubljen dež. Tudi to so mnogi že okrog nas izračunali, mi tega večinoma ne računamo. Po nekaterih ocenah nas 1 mm dežja na hektar stane 2 €, bi rekli pa to 2 €, to ni nič. Ampak če zaradi teh procesov zgubimo recimo v letu, ko imamo 800 mm, 160 mm dežja, je to 320 € na hektar. To je vrednost 1/3 vseh pridelovalnih stroškov povprečne poljščine. Torej to, da zapravimo dež, da nam steče po površju, namesto da bi ga ujeli v sistem, da bi bil na voljo rastlinam, nas kar konkretno stane. To je čista ekonomska kategorija, s katero se ne ukvarjamo. In če hočemo ta vodo zgubljeno nadomestiti, moramo namakati, namakanje bo pa stalno dražje, ker bo voda dražja, energenti bodo dražji, delovna sila bo dražja in tako naprej. Nekateri drugi so za nas zračunali, koliko nas ti procesi stanejo, tu je ocena 26 milijonov € na letnem nivoju za izgubljene pridelke. V bodočnosti nas čaka veliko komplikacij s povezavi z vodo, vsi poznate te vodne odtise in tu je treba poudariti, da ohranitveno kmetovanje omogoča ugodnejši vodni odtis po vseh 3 spektrih.
To se pravi, ohranitveno kmetovanje, ki spremeni tla, ima ugoden zeleni otis, to pomeni, da imamo zmanjšano porabo vode na kilogram pridelane suhe snovi in tako naprej. Torej, katere so agronomske prakse? V začetnem predavanju so bile omenjeni toti DKOP ali DKOS, kaj bi naj kmetje pač počeli, da bi preprečili te procese, ampak vemo, da dejansko jih ne izvajajo in noben inšpektor še večinoma kmetov ne preganja, da tega ne izvajajo. To je pač naša realnost. Zdaj, mi smo izdelali en priročnik s pomočjo GIZ-a, tam je par knjižice, lahko, ko boste odšli, si vzamete tiste knjižice, kjer je navedenih 30 ukrepov za preprečevanje erozije. Nabor je zelo velik, od spremenjenega sistema obdelave tal, spremenjene setve, drugačen način dognojevanja, uporabe organskih gnojil, preprečevanje nastajanja kolesnic, dosevki in tako naprej. Mi smo svetovalno službo naredili določene demonstracijske poskuse, bom rezultat 2 demonstracijskih poskusov danes tu pokazal, zato da ilustriram, kaj se da ali pa kaj se ne da narediti in kako velik je lahko prispevek ohranitvenega kmetovanja. Torej, spremeniti moramo od tega, da nehamo orati, če pa že orimo, pa moramo spremeniti smer oranja. Najboljše bi seveda bilo, da se čim bolj približamo nekim minimum till sistemom in da nehamo orati. Pri predsetveni pripravi se moramo izogibati ustvarjanja zelo finih delcev, se pravi drobljenja zemlje na prav faktorje, da jo dobesedno vprašimo in moramo preiti v nek sistem priprave setvišča, kjer imamo veliko ostankov, ki potem preprečujejo nastanek erozijskega vala. Pri uporabi herbicidov težimo k temu, da nehamo uporabljati talne herbicide po golih tleh, ampak da zelo pozno uporabimo listne herbicide in uporabimo plevele kot protierozijsko zaščito in pleveli preprečajo nastanek erozijskega toka. Potem pa imamo cel kup ukrepov na robovih njiv, spremenjene načine setve, povečane gostote, da ne uporabimo herbicidov, lahko v posevek posejemo pasove, trav, detelj in tako naprej, lahko neke mikroobrambne strukture delamo na robovih njiv in tako naprej. Tukaj bi zdaj nekaj povedal o enih 2 poskusih, ki so bili narejeni v vasi Slaveči na Goričkem v okviru nekih projektov, kjer so kolegi z biotehniške fakultete delovali. Sem se pa jaz pridružil z nekim drugim projektom TOPS, ki ima namen demonstracijsko prikazati alternativne prakse, kakšen učinek imajo na erozijski proces, na količino pridelka, na ekonomske rezultate in tako naprej. Izbrali smo njivo, svetovalna služba je rekla, to je njiva, kjer so težave in mi smo šli na to njivo in potem smo naredili poskus. Nekaj fotografij iz te njive, ki ima resne erozijske procese, vidi se, kako v bistvu blato teče dol po njivi. No in na tej njivi smo mi naredili leta 21 poskus s koruzo, kjer smo primerjali 4 sisteme ali 5 sistemov gojenja koruze, klasično oranje, 2 no-till sistema, minimum till sistema in sistem z oranjem in prečno setvijo. Torej prikazali smo neke obstoječe in alternativne prakse. Zanimala nas je tudi seveda uporaba herbicidov in smo naredili tako, da smo na orano dali talni herbicid Adengo, v minimum till smo pa dali 2 listna herbicida Monsoon in Mustang, v no-tillu smo pa imeli 2 sistema. Sistem z uporabo glifosata, lahko bi rekli ameriški sistem, in alternativni sistem z uporabo herbicida Focus in Mustang, ker smo imeli koruzo, ki je rezistentna na herbicid Focus. To je bila zasnova poskusa, nekaj slik iz dneva setve, uporabili smo no-till sejalnico, pri minimum till pripravi tal smo uporabili vrtavkasto brano in preprosto orodje, tako je izgledalo zemljišče pač pri minimum till obdelavi, nekaj pač fotografij, se hitro sprehodim čez to, pač do gnojenja sejalnica vrže tudi nekaj dušičnega gnojila, hiter sprehod skozi ta fotografski material, no in potem vizualizacija samega erozijskega procesa oziroma kvantifikacija količine erodirane zemljine z najbolj preprosto primitivno tehniko, kaj obstaja, v tla vkoplješ plastično posodo in daš en kovinski usmernik in potem naša strmina je bila okrog 60 metrov dolga, pač loviš ta erozijski val in potem vsake toliko časa, ko je kanta puna, stehtaš zemljo, ki je pritekla dol, izračunaš kvadratne metre, ki so pač povezani na ta usmernik in izračunaš, koliko ton je v nekem času steklo zemljine po bregu navzdol.
To je za demonstracijske poskuse zelo fajna metoda, ker vidiš količino vode, vidiš količino zemlje, potem vidiš, kako izgleda ta voda, vidiš, ali se v tej vodi razvijajo alge in tako naprej. Ne? Če je intenziven razvoj alg v tej vodi, takoj vidiš, da je tudi hranil moralo biti zelo veliko izpranih. No, zdaj sem malo sprehodil skozi letni čas. No, v nekaterih dnevih smo imeli 4 tone zemlje na dan je odneslo na hektar te parcele. To je z enega drugega poskusa, ki je bil recimo Šmarju pri Jelšah na podoben način narejeno, kjer smo orano primerjali z minimum tilom, se vidi takoj po kantah, to je res tako vizualno, se da prikazati, da res vsak razume, kaj se na tistem zemljišču dogaja. To je zdaj primerjava mikro, ne, se pravi orano nov til pa minimum til in seveda dogajanja skozi letni čas v leto 2021 ni bilo neko zelo padavinsko intenzivno leto, ampak tu se vidi, recimo na tej fotografiji vidite, da je ena cela vrsta koruze zginila, tu je bila kolesnica in kolesnice skoncentrirajo vodni tok in tam je erozija bistveno hujša in je praktično erozija popolnoma uničila rastline. Ne? No, to je recimo potem sredi poletja, kako je izgledalo, tu je ena slabše razvita koruza v no-till sistemu, ker smo prepozno uporabili herbicid. In še nekaj primerjav, recimo teh lovilnih posod, na oranem točno vidite, da je svetlo rjava barva, kar pomeni, da je veliko zemlje, ne? Recimo na no-tillu vidite, da je v bistvu čista voda. To je res zelo preprosto, lahko prikažeš, kakšne so razlike v erozijskih procesih. Tu imamo določene številke, v mesecu dni je že 4,5 tone bilo zgubljeno na oranem. To je potem pozneje, po 2 mesecih je bilo na oranem 6,5 ton zgubljene, na no-tillu recimo 0,10 tone in na minimum tillu 3,8 tone. Ponovno se vidite veliko razliko v barvi vode, ne, pri oranem je še zmeraj rjave barve. 30. september, praktično že na koncu, ko je pridelek zaključuje razvoj, erozija še se zmeraj dogaja. To pomeni, na taki nivi pri oranju imate erozijo praktično do zadnjega dneva, do spravila pridelka, skupna erozija je bila že zelo velika. No, potem, ko smo sešteli za celo vegetacijsko obdobje, na oranem bilo 39 ton na hektar, v no-tillu 0,8 tone na hektar in v minimum tillu 7,7 tone na hektar. 7,7 tone je že preveč, ne? To, kar si mi v agronomski praksi želimo, ampak moramo upoštevati, da smo začeli s poskusom. Ne? Če bi ta poskus laufal 10 let, bi te številke bile bistveno drugačne. Zgubili smo 1% ornice na tej njivi, izguba za kmeta dolgoročna je bila 1500 evrov na hektar, za lokalno skupnost pa 600 evrov na hektar. Nimam časa, da bi razložil, kako se je to zračunalo. Seveda mi zmeraj naredimo analizo pridelkov in rezultat je pokazal, da alternativni sistemi ohranitvenega kmetovanja so dali enak ali celo boljši ekonomski rezultat. Se pravi, to je tisto, kar mi hočemo kmetom na terenu pokazati, da te alternativne prakse dajo najmanj enakovredne ekonomske rezultate in imajo velik ekosistemski plus, da ne delamo okoljske in drugih vrst škod. Na tem isti njivi smo ponovili poskus v leto 2022, s tem, da je prišla pšenica, na vrsto spet tam, kjer je bilo orano, smo zorali, spet smo posejali z no-till sejalnico, nekaj fotografij iz te zgodbe, lejte, kaki težki teren, to je bilo siliranje koruze, veste, da stroji zbijejo vse, zbetonirajo, ne, a je no-till sejalnica za silo še zmeraj posejala, ne. Spet smo vkopali posode, na popolnoma istem mestu smo se označili, vidite, da že v jesenskem času ogromno erozijskega vala, voda je cela blatna, ne, zemljina teče po bregu navzdol in potem nekaj fotografij skozi čas. To je potem, ko se pšenica razvije in ponovno se vidijo iste zgodbe kot v koruzi, ne, na oranem imate noter alge, imate še polno zemlje. Tukaj je do 7. maja recimo na oranem že 26 ton na hektar bila erozijski val, pa mi vemo, da pri žitih je obseg erozije bistveno manjši, zato ker je vseeno struktura rastlin močnejša, ki preprečuje erozijski val. Vidimo v minimum tillu brez alg, ne, na oranem pa jasno razviden razvoj alg, kar pomeni, da količina hranil, ki je bila odnešena, je bistveno večja. To je potok pod to nivo, ki imamo mi poskus, tam, ko je 3-4 dni večji dež, je praktično potok zasipan totalka z zemljino. Ne. Tu so na sosednji nivi so po moje okrog 90 ton na leto erozijski procesi. To je potem pred žetvijo, mi seveda zmeraj analiziramo tudi pridelke. Kumulativno v tej zgodbi je bilo na oranem 27 ton na hektar erozijskih procesov.
To je še nekaj fotografij, da ne bi preveč časa zapravil. Potem analiziramo pridelek, tukaj gre za mikroanalize pridelka in sicer v 60 točkah smo vzeli približno 2,5 kvadratna metra velik vzorec in 60krat analizirali pridelek. Na Kmetijskem inštitutu so nam to vrgli v toti mali mašinček, ki očisti zrne, da dobimo zrne in potem preračunamo na kvadratni meter, ne? In kaj nam pokaže potem analiza? Recimo, če pogledate tukaj na vrhu hriba pridelek 5,19 ton, spredaj 6,87 ton. Ta nižji pridelek je posledica izgubljene vode, posledica izgubljenih hranil in tako naprej. Ne? In to je samo ilustracija, koliko mi v bistvu zgubljamo in to se da ekonomsko izračunati. Ne? Drugače pa lahko rečemo, da alternativne prakse so dale enak ekonomski rezultat. Mi imamo podatke o učinkovitosti herbicidov, podatke o boleznih, škodljivcih, vse žive podatke imamo o mikotoksinih, ampak danes nimam časa, da bi o tem govoril, ampak dejansko v količini kakovosti pridelka v boleznih ni nobene razlike. Minimum til pa nov til sistem nista imela nič več bolezni. Pšenica sploh ni bila, fungicidov nismo uporabili, zato da bi videli razvoj bolezni brez učinka kemije. Ni bila pšenica bolj bolana zaradi tega, ker smo pač imeli alternativni sistem. Ne? Tako počasi grem proti zaključku. Zdaj jaz bi rekel tako, mi se dejansko ne zavedamo, o kakih škodah se pogovarjamo, nišče tega ne izračuna in dokler ne vidiš denarja, te glava ne boli. Moja ocena je, da mi letno v Sloveniji naredimo od 150 do 250 milijonov evrov izgub, če računamo izgube v kmetijstvu kot takem in izgube na infrastrukturi, stroške, ki jih imajo lokalne skupnosti z popravili infrastrukture in tako naprej. In jaz vam povem, da se nisem veliko zmotil pri tej oceni, ko začneš računati na hektar in tako naprej. Ne? Se pravi, določena navodila kmetom in svetovalni službi smo dali, se trudimo pač ljudem dati znanje, kako se pač lotiti teh procesov. To je zadnji slajd. Zahvalil bi se svetovalni službi iz Zavoda Murska Sobota, posebej Ziti Flisar Novak, pa kmetiji Zavec, na kateri smo se pač igrali s tem poskusom. No, tu pa spreminjamo en rek, ne, včasih smo rekli, da nekdo, ki nekaj novega dela, orje ledino, ne, mi v društvu pa rečemo ne, mi pa sejemo ledino. Torej, mi imamo drugačen rek, ne. Tako, in končam s tem prvim.